Dobro jutro. Pomlad je tukaj, ne? In pomlad je v bistvu tudi ime Vesna, je ime za pomlad, ne? Čeprav je to staroslovansko ime, torej Vesna in pomlad, to je za Slovane in Slovence kar pomembna stvar in za mano je ena taka prispodoba. Kako se pomlad lepo prebuja, kaj vse v prebujanju lahko zapazimo, če imamo odprte oči, in ptičke, in cvetke, in rožice, in zelišča, in jaz ne vem, kaj še vse. Skratka, če je človek pozoren, marsikaj vidi. No, 25. marec je, kar je seveda materinski dan, pa lunin mrk, pa velike spremembe so na obzorju. Jaz pa bom stvari spet probal poenostaviti iz mističnosti, neznanosti in ne vem kaj, jih bom probal poenostaviti v to, da gre za spomladansko čiščenje. Čiščenje, kaj to pomeni, da je treba bajto spucati, okna očistiti, derkati sem in tja, da bo ja lepo, ko pridejo kakšni obiski naokrog, zdaj, ko bo hmal velika noč, da ne bodo videli, kako imam jaz umazana okna, pa polico nepospravljeno. Ali gre za čistko česa drugega. Predvsem gre za očistiti se znotraj sebe, balasta, očistiti se vsega tega, česa mi nismo in vsega tistega, kar ni naše. Skozi indoktrinacijo in proces odraščanja ter življenja smo nase sprejeli kar marsikakšno treparijo, neumnost in povzeli splošno družbeno normo, ki je seveda kontra našemu dušnemu biti in vse te stvari moramo nekako iz sebe dati ven. Zdaj, če spet dam sebe v ospredje, pri meni so prioritete precej jasne. Čist biti na noter je bolj pomembno od čistih oken in bolj pomembno od čistih in posesanih tav, zaradi tega, ker smo v aktivni, intenzivni fazi čiščenja, odmikanja preteklosti, starih naučenosti, toksičnosti in tako naprej. Želim vsakmu, da bi čim bolj znal iz sebe odmakniti to, kaj ni, da čim prej najde vsak pri sebi to, kar je. Zdaj, mnogo smo probali okrog novega leta govoriti o 3 dneh teme, o novem rojstvu, da se umera, da sonce je tisto, ki umre, pa se čez 3 dni ponovno rodi. Prišli smo do pomladi, do resnične velike noči, kjer gre za novo luno, gre za štetje novega leta, tako nam nekje se napoveduje, da bomo s 1. aprilom začeli šteti novo leto s 13 meseci in bo vsak prvi v mesecu ponedeljek. No, in to bi lahko bil veliki ponedeljek, a ne da? Ja, lahko bi bilo, kaj pa bo, pa ne vem, pa niti nima veze. Vem samo to, da sem srečen, vem to, da pretakam ljubezen, vem to, da sem miren, vem to, da si bolj kot vse na svetu želim, da bi vsak izmed nas dosegel to, kar dosegam sam. Ne gre za dosegati, gre za spustiti vse tisto, kar nas pri tem omejuje, kajti to, kar sam doživljam, mi je jasno, da je to naravno stanje človeka. Vse tisto, kar je neprijetno, težko, zagonetno, tesnobno in duhamorno, da to ni stvar narave in narave človeka kot tacga. Tako da vam resnično želim čim prejšnje okrevanje od vsega balasta, da znate spustiti težo preteklosti in se predati trenutku, in verjeti v to, da prihaja med nas lepa prihodnost je pred nami, in želel bi, da v bistvu resnično razumemo, da ustrahovanje v kontekstu, kaj vse slabo se bo zgodilo, da to preslišite, ne da akceptirate in potem še to nosite naprej na Facebook, a ste videli, da nas bo vedaj pa atomska bomba prišla, pa solarna nevihta, pa bomo vsi zdaj brez ne vem česa in ne vem kaj. Ne se obremenjevati s temi stvarmi, pustite vi chemtraile, ki na vas, vi njih ne morete spreminjati, niti ne vemo, kaj tam dejansko je, nehajte pa biti
stvarmi negativni. Resnično bo kdo rekel, ja, pa je treba biti realen. Ja, lahko smo realni, lahko so chemtraili, ampak kaj nam nuca zdaj to slabo voljo stresati? Kdor do zdaj ni zaznal chemtrailov, tudi zdaj jih ne rabi gledati, ker je itak kajla. Ne, mislim, vsi so že slišali o chemtrailih, vsi so slišali o škodljivosti cepiv, vsi so slišali, da virus je izmišljotinka in da je virus v bistvu izgovor za genocid. Vsi so že slišali, da medicinska, pravzaprav farmacevtska stroka preko medicine nam ni v dobro in dajmo biti z druge strani pogledati, medicina je toliko napredovala, da zdravih ljudi sploh več ni. Ne mentalno, ne fizično, ne nič. Pač dajmo zastopati, da so nas tel potamaniti kazajce in blagor nam, ki smo ušli temu in smo preživeli. Tisti, ki smo se mentalno v tem obdobju korone uspeli malo nadgraditi, ne podleči strahu, mi smo že v bistvu začeli korakati v novo dobo, v višjo zavest, v nas lastne biti. No, evo, v to, da smo, a ne. Nekako, ja, ta pomlad, no, nekako ta pomlad narodov, pomlad znotraj nas, čiščenje, očiščevanje, ponovno rojstvo in preporod, to je tisto, kar se mi tako vneto pogovarjamo in znotraj tega očiščenja dajte res poskrbeti, da čistite sami sebe s pomočjo zelišč, s pomočjo miru in sprehodov v naravi, s tem, da se staknete z zemljo, s tem, da se vdahnete sveže ioniziran zrak, poln kisika, da niste v strahu, kaj vse bo zunaj narobe in tako naprej. Dobro, jaz bom glede na včerajšnjo oddajo, ker sem ugotovil, da en kup stvari seveda valjda nisem povedal, pa bom zdaj tisto, kaj sem jaz delal včeraj še smiselno nekje povzel. Ne gre za to, da mi stalno nekaj delamo, a ne? I ako vaš čas nekaj delamo, a ne? Gre za to, da v bistvu mi smo, da smo primarno prisotni v tem, kar smo in kdor smo, zaradi tega, ker naša pristna biti radiera, torej nekako od nas se širi ta vibracija, ki je vidna, ta vibracija je občutna. Jaz malo zdaj sem tudi namenoma dal par nekih slik naju Sabino, ker se mi zdi, da takih pristnih ljubezni nekako ni videti na vsakem koraku in prav je, da ljudje vidijo vašo, mojo, našo skupno energijo. Da se jim vzbudi želja potem, da bi se spremenili in sami dosegali to, kar dosegamo mi. A ne? Zdaj, vrata so tam, treba je čez njih stopati, jaz lahko sam pokažem, kje so, da skozi ta vrata je varno iti, da zaupajte sebi, da je vse tako, kot mora biti. Je pa seveda ta prehod pomeni, ne vem, se spomnite valjda, da kakšne karikature, ko je bogataš pred nebeškimi vrati, pa mora pustiti vse kovčke denarja pred nebesi, ker v nebesa se z denarjem ne more iti. Ne, torej materialno ne gre v duhovno, duhovno gre v materialno z lahkoto in energija se pretaka, dokler smo tukaj, vse to štima. Skratka, nekako hočem reči, mnogo stvari boste mogli pustiti od zadaj, mnogo predvsem odnosov, toksičnih odnosov, pa ogromno navad, pa ogromno nekih prepričanj, kaj je prav, pa kaj bi se moralo. To sem hotel nekako reči, moram delati za to, da bom to in to. Marsikdo, vsak, če bi se usedel sam sabo pa rekel, kaj bi pa jaz res rad počel, ne? A bi jaz rad z lesom kaj delal, a bi jaz rad kaj s kamni delal, a bi jaz rad, ne vem, raziskoval deželo, pa znotraj tega ljudem pomagal oberati sadje ali pa jim pomagal razložiti smisel življenja in tako naprej. Res bi bilo fajn, da se vsak osami, jaz sem to dal kot na prvo mesto ali pa na vrh lestvice pomembnih stvari, osamite se, da sploh lahko razmislite, kdo ste in da se istočasno razstrupite teh osnovnih ustrahovanj in osnovnih idej družbe,
da jih nekako date na stran, da to ni to. Skratka, biti prisoten tukaj in zdaj je bolj pomembno, kot delati karkoli. Boste rekli, Turšič, lahka tebi. Ne, ni meni tako lahka, lahka mi pa je zdaj. Ampak sem pa prehodil to potko, čez katero boste vi sami mogli iti in nasploh ljudje. Vse ok. Dejstvo je, da tisti, ki smo očiščeni oziroma v procesu čiščenja, prerojevanja, enostavno na nepravilnosti ne moramo več gledati stran pa reči, kaj pa je, to se mene ne tiče. Če vidim nepravilnost, jaz enostavno moram reagirati in enostavno čisti ne moramo več gledati stran, dočim premnogi ljudje pa so še vedno sposobni reči, ja kaj pa češ, nimaš kaj, tako pač je. Ne bo šlo, če v šoli ni prav, pol ni prav, če ne morajo ponuditi vegetarijanske prehrane človeku, to še ne pomeni, da morajo zaradi tega narediti celo galamo v šoli. Če se je človek svobodno odločil, da ne bo jedel mesa, pol ga pač ne bo jedel. Zdaj zaradi tega ne rabi se zgoditi cela diskriminacija in jaz ne vem kaj. Pa to je en tak primer. Če se človek ni želel iti cepiti, ne moramo ga označiti kot ne vem kaj. In to je družba počela kolektivno, s temu se reče z narcističnega jezika smear campaign, torej kampanjsko sranje in blatenje imena. No in vam lahko garantiram, da smo ti, ki smo šli v srce, iz srca ven, delujemo iz zmernosti, nikakor ne iz maščevanja oziroma kaznovanja in ne mnogo blatenja imena smo bili deležni međuvremeno, pa ljudi, ki so blatili naše ime, še vedno nismo dali na pediestal sramotilnega stebra. Pa bi lahko in upravičeno bi to lahko naredili, pa smo tih, ampak nekateri v bistvu vidim iz lastnih izkušenj, pa povezujem z ljudmi, ki imajo enako izkušnjo, ljudje še vedno ne nehajo srati ime, vendar je pa res, da tega ne devajo več tako na glas, da to se bolj v ozadju šušla. No ja, zdaj pa v zadnjem času je pa prišlo šušljanje o meni, da pa v bistvu ne se zajebavati s Turšičem, ker je opasan. Kar je spet dobra, veš, to je boljška radio televizija, jaz lahko naredim še tavžnih posnetkov, pa v Cerknici ne bodo vedeli, kaj počnem, ne. Ker valjda ne vejo, nimajo pojma. Vejo samo to, da ne delam nič, to vejo, in pa da sem propalica, nekako v tem kontekstu so imeli, no. Zdaj pa so ugotovili, da sem pa opasan. No, skratka, informacija se hitro širi, ne. Hočem reči, nima smisla video delati, ko pa se govorica širi hitreje kot blisk, ne. Pa naj bo tako. Ja, o generalni čistki, za spomladansko čistko, to sem omenil, dajmo generalno se očistiti toksičnosti, predvsem tiste, ki prihaja v ušesa, veš, a veš, kaj sem jaz slišal o tebi, ali pa veš, kaj je rekel o tebi, pa to mene uopšte ne briga, ne. Te, bom rekel, rumori, te govorance iz ozadja, to dejte na stran, to se vas ne tiče. Ideja je, da ste v bistvu vi tisti, ki ste zaradi tega, bom rekel, ali slabe vole, ali v premišljevanjih, ali ne vem kaj. Skratka, ne se petljati z ljudmi, ki vam želijo slabo. Malo moramo spet svetlobo popraviti. To me je zdaj, sonce je na taki poziciji, da draži, a ne? In zdaj, če dan tako, spet ne bo v redu. Bom pa takole spustil, evo. Mogoče bo pa takole v redu. Evo. Ne premikaj nič, Turšič, kole, jedva stoji, če bi vam zdaj pokazal, kako to zgleda. V redu je. Skratka, generalna čistka odnosov, generalna čistka od tistega, kar je za vas tesnobno, umakniti se od tistega, kar je vam neprijetno, imate svobodno voljo, svobodno izbiro, da v življenju iščete stvari, ki vas navdihujejo, navdušujejo in da se umaknete od tistih, ki vam delajo tesnobo, stisko, strah, težo, obremenitev in tako naprej. Tole dejte, to je na vas, vi imate svobodno izbiro, paraziti ne izbirajo žrtev, sem grejo in če jim ne postavite jasne meje, pač grejo preglobok, ne? To pa smo že vsi občutili. To, kamor zdaj prehajamo, gre na način, ki ni nikomur poznan. Prav? Vsak sam prehaja zdaj skozi nekaj, kar ni doživel še nikoli. In
večkrat sem rekel, v tem prehodu je potrebna vera, a je prav ali ne. Valjda veste, da je prav, če pa je to, kar ste živeli, smo živeli v bistvu totalno skregano z vsako logiko, z vsakim normalnim človeškim, kmečkim, kekčevim, ne vem kakšnim razmišljanjem in občutanjem. Zaradi tega, ko začnete korakati po svoji poti, je to za vas nekaj novega, kar pa ne pomeni, da je slabo in ne rabimo se tega bati. Okay? Torej, jaz sem napisal, ne gre na noben znan način, hodiš po temi in to pot ti osvetljuje srce. Kaj pomeni srce? Torej, da tisto, če delaš rad, če te vleče magnetizem, pol je to prav in duhovno se ne da iti na pol. Da se iti all in ali pač nič. Jaz sem ugotovil, ljudje bi radi malo probali duhovnost, aha, super, ojoj, tole, zdaj pa ne več. Ne moreš se iti tega. Če greš v sebe, se popolnoma razbremeniti in ponovno roditi, potem greš do popolnosti. Na pol ne gre. Torej, tinko polovinko dela vse na pol, to je delov sistem, narcizem in tako, vse znajo do polovice narediti pa pustiti. Malo pogledajte, kako delajo ceste, gradbišča in tako naprej, obrazovanje in da ne bom šel predaleč. Skratka, all in, vse je treba dati, ko se odločiš, grem desno. To ne pomeni, da grem desno, malo bom šel pa še malo na levo, tam, ker gre družba, pa pol bom šel spet malo na desno, pa pol bom šel za 3 dni, tako kot sem bil, pa pol bom šel za 2 dni, tako kot je prav. Ne gre, ali si, ali pa nisi. Ni tle druge, ali pa tretje opcije. Rekli smo, resnica te bo osvobodila, predtem te bo bolela, mnogi si predstavljajo metuljčke, rožice in ne vem kaj, absolutno so. Predtem pa je treba iti skozi lastno govno, skozi sam satanističen, čez sam pekel, bom tako rekel. In ta pekel je tu zato, da se ga osvobodimo. Treba iti svojim strahovom, je treba pogledati v oči in reči, kaj pa je, nepremagljiv sem, kaj si pa ti, puf, in strah izgine. Prav tako je to. Jaz bolj enostavne prispodobe nimam, nekako sem hotel reči, ni, bom rekel, iskanje resnice, zgolj piknik na travi, pa vse super krasno, mnogo je takih težkih pasaž, kjer je treba zauzeti svoj stav, uporabiti svoj pogum in reči, mene ni ničesar strah, zakaj ne, ker je Prežihov Voranc rekel, ne boste nas, nikoli nas ne boste, ker se nas ne da. Jaz sem tukaj živ in zdrav in vam isto dopovedujem, ne da se nas in oni samo lajajo na nas, da nas je strah, ampak v generali nam nič ne morejo. Zato le pogumno stopite naprej. V času samo očiščenja boste iz sebe dali marsikaj, kar ni vaše in zaznali boste, da ste v sebi nosili demone. Torej, na sebi imate svašta tega, kar v bistvu niste vi, kar ne pripada vam, ampak so demonske sile, ki so se na vas nalepile in nič tacga, rečeš jim čao, ne boš me, adijo, fuck off, ne? Dosti je tega, ne dam se in pika, jaz želim živeti in demoni naj umrejo. Ogromno je urokov tudi znotraj našega besednega zaklada, pravzaprav interpretacij, ki so nam jih dali v besede. Saj smo imeli že precej tega, ne? Tako da, kaj sem hotel reči, ja, uroki, no, tudi te demonske, negativne sile se nahajajo tudi znotraj besed, zato vam mogoče svetujem, dajte malo popaziti, kaj iz sebe govorite, kakšno imate mnenje o sebi, to je recimo en hud urok, a ne? Jaz sem to nesposoben, to ne morem, to je zame pretežko, mene to ne zanima, nisem dovolj vreden, nisem dovolj lep, nikoli ne bom sprejet, nikoli ne bom tega znal, vse to so afirmacije, pravzaprav uroki, ki jih sami sebi devate. In empat je edina vrsta, ki v bistvu sam sebe gaslighta. To, kar sem vam prej naštel, vse to je gaslightning, zamegljevanje samega sebe in svojega uma, ter svoj na tak način zmanjšujemo v neke okvire.
Medtem, ko se pogovarjamo o neskončnosti našega bitja, našega duha, naše širine, je neskončno. Tako da ne sami sebe omejevati. Ne? Tako, narcis sam sebe ne gaslajta. On v bistvu je nesposoben, pa pravi, da je vse mogočen. On v bistvu je razumel, ostani otrok, je še vedno otrok, 4-letni mulc, ki se ti meče v štacuni po tleh in izsiljuje tisto liziko, to je narcisa. Ne? V isti sapi pa bi rad bil on časten kot je kralj, ne? On si to vse te pravice zahteva. Tako nekako mi moramo užgati nazaj našega otroka, moramo razumeti, da narcis to razume po svoje. Vsak zase ve. Ja, mogoče še to, glasba, sva imela s Sabino debato, harmonika, ne, koliko ste mnogi izmed vas zasovražili harmoniko, to govejo musko, kaj što z govedarijo meni, ne? Zakaj ste vi zasovražili harmoniko, ko pa je to naš narodni inštrument in zelo lepo spevan in mnogo lepih melodij, bom rekel, iz preteklosti jih je še mnogo več, kot v današnjem času so tudi harmoniko pokvakali, vendar dajte malo pomisliti, da niste vi zasovražili glasbo zaradi tega, ker ste jedli kosilo, na kosilu pa je bila slaba vibracija, neko kreganje, neko obtoževanje, neko poniževanje in tako naprej. Pomislite, da mogoče sovražite glasbo tudi zaradi tega, ker ste jo prejemali oziroma vam proži spomin na negativne dogodke, kadar se je ta glasba predvajala. Pa imam malo v mislih čestitke in pozdravi, pa nedeljska kosila. Ne? Zdaj jaz sam te izkušnje nimam, to ne prihaja iz mene, verjamem pa, da marsikdo izmed vas glasbe nekatere ne more zaradi tega, ker se je vrtela ob zelo negativnih okoliščinah, ne? Ker v družinah je bilo svašta. Naš premik naprej, korak naprej je pogojen s tem, da nas okoliščine prisilijo v to, da naredimo korak naprej in te okoliščine v bistvu so mene prisilile pred časom že, verjamem, da marsikoga izmed vas tudi, pa si ni upal zdaj iti naprej. Mi smo dobili informacijo go, green light, torej zelena luč, ajmo, idemo, nič se nazaj držati. Nihče od ljudi, ki čuti vzgib, da v bistvu mora narediti korak naprej, nič se šparati, kar dejte. In okoliščine okrog nas so že tako napete, da v bistvu ne razumem, kdo še nima vzgiba, da ne bi rekel, dosti je tega sranja. Ne? In ful bi želel, da čim več ljudi pride čim prej do te točke, reče, dosti, jaz se tega ne grem več. Imam občutek zdaj, če sem čisto iskren, imam občutek, da takole en kup ljudi drži lok in špona tetivo in jaz se ne upam spustiti, pa boli, pa tešči, pa če dalje teže, pa spust, ne. In tako bomo mi, verjetno množično se bo zgodil, ko bomo naenkrat mnogo ljudi reklo, dosti je. Zdaj pa to smo mi, jaz želim iti po tej poti, a mi kdo lahko pomaga? Seveda, empati smo že tukaj s tem, da pomagamo nekje uliti upanje, zaupanje, osvetliti tisto, kar mogoče ljudje sami še ne vidijo, ne vidite, ne razumejo, ne zaupajo, ker so pač predolgo gledali v stran, mi pa pač v stran nismo gledali. Mi smo pogledali resnici v oči in ugotovili, da ni tukaj česa in ničesar, česar bi se mi lahko zazares bali. Marsikdo se je mogel posloviti, jaz sem se mogel posloviti od precej stvari, marsikdo izmed vas se ne more več vrniti v tiste predele, kjer ste bili radi, zdaj bom malo apeliral, ste imeli kakšno delavnico in to, pa se je s časom izkazalo, da vam je nekdo uničil to voljo po delavnici in enostavno za vas delavnica nima več ne duše, ne srca in ne želite se več spuščati v te prostore, lokacije, situacije, ker se bojite, da vas bi ponovno bolelo. Jaz imam te izkušnje in z vrtom, iz delavnico, marsikdo bi se lahko poistovetil še kje. Skratka, zastopite, da ta sistem se je trudil nam uničiti vse, kar smo imeli radi.
kako na več možnih načinov so nam uničevali voljo do življenja, voljo do teh stvari, ki smo jih imeli radi, medtem ko se zdaj pa pogovarjamo. Delaj tisto, kar delaš rad. Dajte poiskati v sebi. Mogoče tista delavnica je mogla iti, zaradi tega, da ste v sebi zgradili nekaj večjega. In tle na mestu pride izjava, spustite stvari, za katere mislite, da so dobre. Spustite jih, zagotovo prihajajo mnogo lepše stvari, tako da ne se držati nazaj pri stvareh, ki jih imate radi. Ne. Tisto, kar imate radi, počnite. Če pa je tisto, kar se morate posloviti, pa je tesnobno, pa vi mislite, da imate radi, od tega se pa kar poslovite. Tesnoba ni sprejemljiva stvar v prihodnji eri ali pa v prihodnjem življenju, tacga, kakršnega si zamišljamo. En cel kup negative se ljudem prihaja na plano. Verjamem, da tudi vsakmu izmed nas prihaja na plano negativnosti, ki jih nosimo v sebi. Zdaj ne se petljati med ljudi, ko imajo sami svoje čistke, naj očisti vsak sam svoj sveti prostor. To ni vaša stvar in dajte se distancirati od ljudi, ki bi radi svoj gnev stresli na vas in vas obtožili, da ste vi krivi za njihov gnev. Distancirajte se od tega, ne reagirajte čustveno, ne reagirajte impulzivno, zaradi tega, ker veste sami, da imate prse dovolj stvari za zmetati v kontejner pa na ogenj. Prav? Tako. Avtentičnost je tista stvar, ki jo ta sistem sovraži. Ljudje okrog vas sovražijo, da ste vi avtentični, da ste pristni, da imate toliko moči, za razliko od njih, da se lahko izražate iz sebe ven in da ste to, kar ste na vsakem koraku. Jaz vam pravim, izražite se, ker na tak način radiirate od sebe svetlobo, čisto deviško energijo, katere se mnogi plašijo, čeprav bi jo radi imeli, vendar se zaradi strahu spravijo na to svetlobo in jo hočejo zatemniti. Precej nora situacija, taka je, dajmo zastopati, kaj je naša naloga. Distanca, umik od negative, ki ni vaša. Okay? Tako, tle na drugi strani mi piše, da je ljudem po večini generalno bil odvzet up in vera. Torej, ljudje so v brezupnem položaju, kjer ne vidijo svetle točke na koncu tunela. Vzeta je bila ljudem vera v to, da obstaja boljši svet in odvzeto je bilo ljudem zaupanje v dobro v ljudeh. In vse te stvari moramo pripeljati nazaj med ljudi. Up, vero in zaupanje, ter seveda na koncu ljubezen, ker ta svet je živel na principu sovraštva, mi pa želimo živeti na principu ljubezni in to ljubezen v nas prenaša tisti otrok, ki smo ga v bistvu zavrgli, zapustili in naša naloga je, da ga damo v ospredje, da ga vzljubimo in damo v ospredje in univerzum stremi k poravnavi in bogato boste in smo nagrajeni, kadar se poistovetimo z otrokom v sebi oziroma kadar se priklopimo na dušo oziroma kadar delamo iz svojih notranjih vzgibov, s tem, da seveda valjda ne škodimo okolici. Ne? Mnogi si ne upajo spustiti preteklosti, ne? Zaradi tega prihodnost ne more biti drugačna, kot je bila preteklost. Ne? Treba preteklost pustiti tam, zdaj ne objokvati, če vam je bila delavnica uničena ali pa vrt. Pustite to, to je bila lekcija. Pred nami je lepša prihodnost, kjer bomo delali svašta stvari in ne objokujte preteklosti, ne ustavljajte se s občutki razočaranj in trpljenja, ne vlečite teh občutkov v današnji moment, ampak jih pustite tam od zadaj, to je preteklost, naj bo tam. Bodite od te preteklosti čustveno odcepljeni in tako lahko stopite v prihodnost. Okay? Ljudje, ki živijo v preteklosti, pač ne morejo v prihodnost. Sej ne rabi tle človek biti prav pretirano brihten. Ne? Če se že smejemo,
zmagi nad samim sabo, sem si zabeležil, ja, mnogi se že smejemo zmagi nad samim sabo. Torej, da smo užgali toliko poguma, da smo šli čez to, pa pravzaprav to ni 3-letni proces ali 4-letni proces korone. Zavedajte se, da ste v življenju prekorakali mnogo stvari, za katere sploh niste vedeli, da ste v bistvu že opravili nalogo. A ne? Skozi življenje vas je zgradilo do tega, kar ste, vendar ste zdaj pretirano v strahu, pač to je sistem želel, strah od vrste in že ste narejena osebnost. Tako, narejen človek, ne osebnost. Ja, oboje pravzaprav. To imamo, pristni ljudje, se ne skrivamo več, tudi jaz nisem smel glasno govoriti, tudi Prešeren je mogel zapakirati stvari, tudi vsi naši predniki svetilniški so morali nekako zapakirati med vrsticami, kaj so želeli povedati. V zadnjem času se skriva čedalje manj naših čistih, empatičnih ljudi in tudi vam se ni treba nič več nazaj držati in skrivati. Naredil sem grupo nekomu, tvoja zgodba nekomu pomaga, tle sem želel nekako spodbujati na Facebooku, mislim, nekako spodbujati, da dajte vi povedati še svoje strani, kakšno izkustvo, izkušnjo, situacijo, izkaz hvaležnosti, izkaz prepoznavanje ljubezni, izdelava ljubezni, ne vem, kruh, potica, karkoli pač počnete in tako naprej. Dajmo dati naprej to, kar smo in nič se skrivati. Ljubezen je prečudovita in čedalje manj ljudi, ki se temu posmehujejo, bolj kot ne objokujejo, da sami niso sposobni še zajahati tega lepega sveta, ki seveda zahteva odgovornost, pogum, odločnost, spoštljivost in čiste namene. Ljudje, ki delajo iz ega, tega nekako ne morejo pogoltniti, ker so navajeni delati sebi v prid, ne pa drugim. To je zdaj njim kontradiktorno, to je paradoks, ne? Tako, in čedalje več ljudi je, ki te pozitivne občutke upa deliti brez strahu, da bodo posmehovani, zaničevani ali pa označeni kot nori. In želim vam, da vi te občutke v sebi živite in da jih delite med ljudi in s tem postanete up in vzor za vse, ki se zdaj, bom rekel, hudo caftajo in hudo štrikajo v tem, kjer so se pač znašli. Želim vam prečudovit dan, ponedeljek in začetek tedna s čistilno akcijo pred veliko nočjo, pred rojstvom nečesa večjega, kot je prispodoba Jezusovega rojstva in smrti in tako naprej, Jezusovega preporoda iz mučanja in križanja in tako naprej. Grozne stvari. Bomo v nedeljo malo več o tem podebatirali. Skratka, želim vam lep začetek pomladi in da ste pogumni in čistite stvari, kar ne paše, vržu stran, pa mislim, se je to precej podoben čiščenju hiše, ne. Tole je za stran, ampak če bi jaz to še kdaj enkrat porabil, pa še kar spravljamo na stran, ne. Prav pa dajte na stran, dajte v škatlo, pa boste, kadar boste rabili, po tej škatli rabili, ne pa si pustiti vse v polne žepe, da pol ne morate hoditi s stvarmi, ki jih v bistvu v tem trenutku ne potrebujete. Želim vam prečudovit dan, bote prečudovito, ljubljeni ste z vseh strani, vse je že odproščeno in uživajte dan. Čau, čau.